Danes že, tako kot je pri nas tradicija, staro leto zaključujemo z papeževo poslanico, ki nastane vedno ob svetovnem dnevu miru, to je 1. januar. Letošnja je že 53. po vrsti. Njen naslov pa je Mir kot upanje, dialog, sprava in ekološko obrnjenje. Iskati moramo resnično bratstvo, ki temelji na skupnem Božjem izvoru in se izvaja v dialogu in medsebojnem zaupanju. Želja po miru je globoko zapisana v človekovo srce in ne smemo privoliti nič, kar bi bilo manj od tega, tako papež Frančišek. Kako torej graditi pot miru in medsebojnega priznavanja, kako prelomiti bolestno logiko grožnje in strahu, kako prekiniti dinamiko nezaupanja, ki trenutno prevladuje marsikje po svetu. Nam poslanica nakaže smer odgovore na ta vprašanja, gospod Načkov. Tudi sam pozdravljam vse vas, ki ste se odzvali povabilo na to tiskovno konferenco o predstavitvi papeževe poslanice za svetovni dan molitve za mir za leto 2020. Papeževa poslanica gotovo nakazuje smernice, v katerih graditi mir, seveda pa potem odgovornost prepušča vsem nam. Kot rečeno, gre za 53. sporočilo, ki nas vabi na pot. Mir kot pot upanja. Ne mir kot trenutek, ne mir kot dogodek, ampak mir kot proces, ki ga živimo skupaj na poti v dialogu, v spravi in v spreobrnenju, našem ekološkem spreobrnenju. Gre za premislek o dejstvu, da sta mir in varnost nezdružljiva s strahom in grožnjo. Čeprav je dejstvo, da se danes v mnogo predelih, v mnogih državah po svetu skuša mir vzdrževati z grožnjo, z atomskim odvračanjem, kot temu rečejo. Vendar strah je strah in v strahu ni miru. Zato smo poklicani, da spodbujamo dejansko to bratstvo, ki ima temelj zunaj nas sam. To bratstvo ima svoje središče, svoj temelj v Bogu. Živimo ga pa v dialogu in preko dialoga vzpostavljamo medsebojno zaupanje. Vojna se pogosto začne, kot pravi papež, z nesprejemanjem drugega. To pa podžiga še želja po posedovanju, koliko nam papež spregovori o pohlepu, kot enem izmed izvirov zla na tem svetu, in pa volja po oblasti, gospodovanje drugem. Papež je o tem spregovoril o doživetju na Japonskem. Nedavno nazaj se je vrnil z obiska v tej državi in tam je spoznal, ali pa še bolje, dobil potrditev, da svet hoče zagotoviti stabilnost na podlagi neke lažne varnosti. Varnosti pa ni na vzdrževanju vzajemnega strahu, ampak na bratstvo. Potem nas povabi na prizadevanje za mir kot pot poslušanja. Če je dialog, potem mora biti tudi poslušanje in to poslušanje sloni na spominu. Spomin je papeževa priljubljena tema, rad spregovori o spominu. V tej poslanici pravzaprav spregovori o spominu na dvojnih izhodiščih. Najprej, da ne moremo sprejeti, da bi sedanje in prihodne generacije izgubile spomin na to, kar se je zgodilo. Izgubile spomin
na dejstva preteklosti, kajti ta spomin je zagotovilo in spodbuda za gradnjo pravičnejše prihodnosti. Ta spomin nas varuje, da ne bi ponovno zagrešili istih napak ali da ne bi ponovno predlagali goljufivih prikazov preteklosti, zlaganih prikazov preteklosti, pač pa, da bi spomin kot sad izkustva predstavljal korenino in ponujal osnutek za sedanje in prihodnje odločitve za mir. Ob spoznanju preteklosti gradimo sedanje in prihodnje odločitve za mir. In pa na drugi strani spomin kot obzorje upanja. Tu se mi zdi posebej dragocena papeževa misel, kajti v najhujšem zlu cvetijo najlepše rože sočutja, človečnosti, solidarnosti, neverjetnega poguma. In ta spomin na ta dejanja sočutja, na ta dejanja solidarnosti je dragocen, ker nas odpira za tisto resnično upanje, da celo takrat, ko se zdi, da se svet zapre v zlo, še vedno v svetu poganjajo cvetovi upanja, ki odpirajo prihodnost, tako v posameznikih kot skupnostih. In ko že rečeno, mir je pot, po kateri hodimo skupaj, kot tisti, ki vedno iščejo skupno dobro. Iskanje skupnega dobrega kot prvi gradnik miru. Potem prizadevanje, skupno prizadevanje za to, da držimo dano besedo. Skratka, da vzpostavljamo neko kulturo, v kateri beseda ohranja svojo trdnost in ker za besedo vedno stojimo ljudje, besedo vedno izgovarja človek. To daje trdnost tudi človeku. In pa tretji gradnik miru je spoštovanje prava. Velikokrat slišimo govoriti o pravni državi, o vladavini prava. Ja, spoštovanje prava kot gradnik miru. Spominjanje nas povabi tudi na pot odpuščanja. Če se namreč naučimo ali pa bolje učimo živeti v odpuščanju, se poveča tudi sposobnost postajati ljudje miru. Možje in žene, ki gradijo mir. Tretja točka je pot sprave in bratskega občestva. Svetopismo zlasti skozi besede prerokov kliče narode k Božji zavezi s človeštvom. In vemo, da Bog ostaja zvest in da ne nagovarja človeka in ne prihaja k človeku zato, da bi človeku gospodoval, ampak da bi ga osvobajal, da bi mu pokazal to prostosti, da bi mu vračal dostojanstvo, kakršnega ima sam v sebi. In zato gre tudi pri nas ljudeh, zato da opustimo željo po gospodovanju in se naučimo na drugega gledati kot na brate, kot na sestre, kot na otroke istega očeta. In zanimiva papeževa beseda, zanimivo povabilo, ko pravi, da drugega ne smemo nikoli omejiti na to, kar bi nekdo lahko rekel ali storil, ampak ga moramo upoštevati zaradi obljube, ki jo nosi v sebi. Le če bomo izbrali pot spoštovanja, bomo mogli prelomiti spiralo maščevanja in
stopiti na pot upanja. To velja tudi za družbeni okvir, za politični okvir, za ekonomski okvir. Če ne bomo sposobni zgraditi bolj pravičnega ekonomskega sistema, ne bo nikoli pravega miru. Ne v mikro, ne v makro svetu. In papež konča še svojo priljubljeno temo z ekološkim spreobrnenjem, ki nas vodi k novemu gledanju na življenje. Gledamo velikodušnost stvarnika, ki nam daje zemlje in nam daje vse, kar je na tej zemlji, vendar nam vse to daje zato, da bi s tem gospodarili, da bi to varovali, ne pa to izkoriščali za sedanji trenutek, za sedanjo generacijo. Poklicani smo, da vse to varujemo za prihodnost. Dobimo toliko, koliko upamo. Z drugo besedo nas papež sprašuje, kako veliko je vaše upanje. Je dovolj veliko, da se bo iz tega upanja lahko rojevalo bratstvo, da boste sposobni ali da bomo sposobni skupaj hoditi pot miru? Je to upanje dovolj veliko, da tvegamo solidarnost z drugimi, ne samo z všečnimi, ampak tudi z morda nevšečnimi, neprijetnimi, in se odločimo za vsako nenasilje v mislih, besedah in dejanjah. In na nek način papež končuje to svojo prošnjo, povabilo za svetovni dan molitve za mir, za željo, da bi nam Sveti Duh dan za dnem predlagal drže in besede, da bi postali tvorci pravičnosti in tvorci miru, ne v pričakovanju od drugih, ali pa samo v pričakovanju od drugih, ampak v prvi besedi. Jaz, tam, kjer sem in takšen, kakršen sem. Gospod Načkov, iskrena hvala. Naj ob tem povem, da je prevajalec letošnje poslanice tudi gospod Načkov. Hvala lepa tudi za to. Pa bi k besedi povabila še urednika cerkvenih dokumentov, gospoda Rafta Valenčiča. Lahko bi rekli, da so vse dosedanje poslanice, pa naj jih je izdal Pavel VI ali poznaje Janez Pavel II ali Benedikt XVI in tako tudi sedanji papež, zelo aktualne, nekako so umeščene v tisto dogajanje tistega časa. Če samo nekoliko spomnim na nekatere zadnje poslanice, leta 15 oziroma 14 je papež Frančišek govoril o bratstvu, vemo, koliko on naglaša to človeško bližino, in ko je prišel za papeža oziroma sprejel to službo, ni nobenega dvoma, da je še čutil, kako je človeštvo razdeljeno in kako je potrebno bratstvo, ki premaga meje, bodi se geografske ali idejne ali politične ali kulturne in podobno. Tudi njegov odnos do vseh ljudi se to izraža. Ali pa pozneje bolj Pavlovo misel, ne več sužnji, ampak bratje. Torej nismo sužnji, ne v tej ali oni obliki, ne mi drugim, ne sami postavljamo druge v suženstvo. Ali prav enako, kar ga velikokrat še bodi in na to opozarja ta brezbrižnost, ki je v današnjem svetu. Res je, da tudi razne dogodki sprožijo marsikatero dobro stvar, to je tisto znamenje časa, ampak nasplošno pa je brezbrižnost in to še posebej vidimo ob določenih trenutkih.
naj so to prazniki, naj so to neka dogajanja, pa naj bo pred nas ali pa drugod. Potem nenasilje kot stil politike. Nenasilje, ki ni samo z orožjem, ampak je lahko tudi idejno, je lahko tudi tisto, ki se drugemu vsiljuješ. In to je lahko že v najožjem krogu v družini, a pozneje pa seveda tudi v mednarodnih odnosih. Potem pa ta tema, ki jo je še znova obnavljal, to je vprašanje migrantov, ki postaja danes eno ključnih vprašanj današnjega sveta. In pred lansko leto dobra politika je v službi miru. Politika, ki ni vedno na glasu, da je nekaj dobrega, ampak dobra politika je v službi miru. In to bi moral vsak politik dobesedno, ali je veren, ali ni veren, klečen, ali premišljati o tem, kaj hočem pravzaprav doseči. Iščem sebe ali iščem drugega, iščem skupno dobro. No, tisto, kar je pa pri letošnji postalnici zelo v ospredju, je prav zanimivo. To so kar po vrsti biblične besede, ko je naslov mir kot pot upanja. Mir je svetopisemski, šalom, svetopisemsko, starozavezno in novozavezno in tale. Pot, prav tako, Kristus sebe imenuje, jaz sem pot, resnica in življenje. Pot pa ni nekaj, pa če grem, srečujem ljudi, se mi to in to dogaja, ampak pot, ki je dejansko nek razvoj v meni ali pa tudi v svetu. In upanje, rečejo danes posebej zlasti za mlade ljudi, ali jim odpiramo upanje, kakšna bo njihova prihodnost, in vidimo, da že mladi ljudje, že otroci, tako rekoč, tam ob koncu 9-letke, reče, mi bi želeli v drugačnem svetu živeti, v mirnem, v spoštovanju do drugega, v neokrnjeni naravi, pa vemo, čisto vse je že tako ali drugače načeto ali ogroženo. Zanimivo je tudi podnaslov okrožnice oziroma postalnice, ima besede, ki so izrazito svetopisemske. Dialog, to pomeni beseda in Bog je beseda. Potem sprava, smo ljudje, smo nepopolna bitja, ki se tako ali drugače zapletamo že sami s seboj, kaj še da z drugimi v neka nasprotju. In potem spreobrnenje, zopet biblično svetopisemsko metanoja, ki pomeni najprej spreobrnenje miselnosti, da se bo tudi spremenila naša zunanja podoba ali dejanja. Seveda to spreobrnenje, ki pomeni spreobrnenje prav konkretno ekološko. Omenjena je bila že Japonska kot destinacija papeževega obiska. Vemo, na jesen se je pa dogajala Južna Amerika, Amazonija, bodi si na crkveni ali pa tudi na državni ravni. In vemo, včerajšnje mislim, da je bilo po televiziji satelitsko nekako tole opredeljeno, kje vse so po celem svetu žarišča, kjer so žarišča ognja. In se pravi, ko dejansko uničujemo naravo, ki nam je dana za to, da jo uživamo, ker smo del narave. In Amazonija seveda je to tisti predel, ki, kot pravijo, ključa sveta, ključa vseh kontinentov in vemo, da marsičesa pa niti ne vemo. To je tudi ta, recimo, beseda spreobrnenje, vse je biblična, ampak mislim, da se dotika čisto vsakega človeka. Kaj pa moram jaz v sebi, svoje misli spreobrneti, zato da bo tudi moje ravnanje drugačno. Tako da vidimo, da vse ta veliko obravnavanje teh različnih vidikov je dejansko z ene strani biblično, je pa tudi globoko antropološko. Vsi želimo to. Vsi vidimo, kaj bi treba narediti. In kaj je pa naloga cerkve? Z njene strani še bolj se prizadevati
in biti glasnik vseh teh sprememb v današnjem človeštvu. To pa ni lahka stvar. Že cerkev sama znotraj sebe si mora za to prizadevati in enako tudi zunaj. Zadnji koncil je dal čudovito definicijo, ali smo verni ali nismo verni, ko pravi, da je cerkev znamenje ali sakrament ali orodje povezanosti sveta in človeštva. In mislim, tega bi se morala cerkev tudi še bolj zavedati, pa tudi drugi bi jo morali tako sprejeti. Hvala lepa. Jaz bi prej odprem razpravo imela še eno vprašanje za oba. Kaj pa storiti, da ne bo poslanica še eno besedilo v vrsti drugih, predstavljeno, nekaj časa debatirano in potem na nek način pozabljeno? Najbrž ne bo šlo tako za to potjo, ki je pot miru, je proces, ne? Ampak če se zdaj oziramo 53 let nazaj, ko je išla prva poslanica, gotovo je danes svet dosti bolj nemiren, kot je bil pred 53 leti. Kje vidva vidita upanje? Zelo konkretno, ni pa to ne vem kako univerzalni odgovor. Ko sem kolega vprašal tole v bližini Ljubljane, a si morda že domov, pravi, jaz sem domov. To bom zdaj zjutraj oziroma zvečer pri mašah bral, da bi ozaveščal naše ljudi, kristjane, kaj je potrebno delati. In mislim, to je en način, to so majhni, drobni koraki, ampak to je prvi korak za to, da lahko tudi ljudje se bolj zavedajo, kaj bi treba narediti. Jaz vidim, nekdaj se spomnim ali spominjam, da so se mi zdeli cerkveni dokumenti, prejšnji papež je, oziroma sedanji papež je navajal prejšnjega. No, Janez Pavel II je moral že samega sebe navajati, ker je bil 26 let, pa je toliko okrožnic in drugih dokumentov. Je v cerkvenem nauku, to je socialni nauk, ki spada pod etična vprašanja in cerkve in tudi sveta. In to je treba tudi še in še oznanjati. Urejam neko list oziroma priročnik za oznanjevanje in vedno tistim, ki sodelujejo, navedem, porabite zlasti te in te dokumente. In smo tudi na to opozorjeni, da bomo pozorni na katekizem katoliške cerkve, ki ima vsa ta vprašanja tudi, se pravi tako, da kar zadeva cerkvo, je gotovo to vključeno v njeno oznanilo, ker je to evangelij. Koliko pa je v svetne strukture, to pa, ne vem, gospod Načkov, mislim, da bi bilo fest našim politikom tudi postati. Morda ste nekdaj tudi pošiljali, ne? Naj preberijo, ni tako veliko, to res ne bo vzelo ne ene ure, lahko v 4 ure preberijo, pa razmišljajo. Takrat, ko se srečujejo z najrazličnejšimi napetostmi ali pa antagonizmi v današnjem svetu, ali v državnem zboru, ali v odnosu do strank. In mislim, da to je tisto, kar bi morali tudi politiki. Zdaj ni to samo za cerkev, ampak to je za vse človeštvo. Kar zadeva besedo o svetu pred 53 leti in danes, ali pa še del zgodovino in danes, dostikrat zapademo v nekakšno pozabo, da je tehnologija komunikacije v teh desetletjih ali pa še bolje stoletjih neverjetno napredovala. In v primerjavi za pol stoletja nazaj, danes dejansko v realnem času zvemo za čisto vse, kar se po tem svetu dogaja. Skratka, danes živimo v globalnem svetu, tudi glede poznavanja dogodkov, katastrof, žal manj vsega lepega in dobrega, kar se po svetu dogaja. Zato se je pred 50 leti, še več leti zdelo, da je svet bolj varen, bolj miren.
ker bolj ali manj smo dnevno vedeli samo to, kar se je dogajalo v našem neposrednem okolju, v domačej vasi, morda še v sosednji vasi. Vse druge vesti so pa polagano prihajale v naše okolje. Tako da vprašanje, koliko je bil svet pred toliko časa bolj miren kot danes. Kako pa zdaj te papeževe besede spravljati v življenje? Tukaj mi prihajate v ospredje dve misli. Prvič, papeža se veliko bolj posluša, kakor pa to mislimo. Tudi naši člani bratskih cerkva, naši evangeličani, tudi člani islamske skupnosti rečejo, da tega papeža poslušajo tudi oni. Vem, ne vem sicer zdaj za ta trenutek, ampak vem, da se na naših fakultetah večkrat obravnavajo cerkveni dokumenti z različnih področij, ker so dragocen vir za spoznanja in za srečevanje s problemi, ki so dosti širši, kakor zgolj problemi cerkve, so problemi družbe. Tretja stvar pa, ki mi o tem prihaja na misel, oziroma tisti drugi vidik odgovora je, da se moramo naučiti biti potrpežljivi, ne brezbrižni, ne da se za vprašanja ne menimo, hkrati se moramo pa osvoboditi te instant kulture, ko morajo biti rezultati na katerem koli področju dosegljivi takoj in morajo, ker danes se je mora jutri že dati svoje sadove. Te besede, ki jih govori papež, ki jih za papežem potem berejo toliki drugi, govorimo toliki drugi, te besede sedajo v življenje, v zavest ljudi in ostajajo tam. In tam rastejo kakor tista svetopisanska setev, da kmet sam ne ve kako in rodijo svoj sad. Še enkrat zdaj pa zdaj gotovo pomembno, da vsak vzame besedo zase in v svojem neposrednem življenju naredi načrt, kako bo njegovo spreobrnenje na ekološkem in na toliko drugih področjih izgledalo. Kajti, dokler mi pričakujemo spremembo sveta od drugih, ali pa samo od drugih, toliko časa na svetu ne bo nič drugače. Ko pa začnemo svet spreminjati pri sebi, takrat se pa spremembe dejansko začnejo tudi kazati. Tako da tudi tukaj tisto potrebno čakanje, da setev dozori v žetu. Hvala lepa. Ja, mogoče med vami kakšno vprašanje? Lahko jaz Izvolite. Prej ste govorili tudi o tem, da moramo politiki morali prebrati. Recimo, zanima me, kaj vi pravite o teh voščilih zadnje dni, ne? Eden je prav posebej odmeval od enega političnega funkcionarja. Kako vi gledate na to, kako si voščimo med sabo praznike, kako bi si jih morali voščiti, da bi čim več potegnili iz teh voščil? Sam sem trdno prepričan, da moramo v voščilo dati vedno najboljše samega sebe. Ker če ne damo najboljše samega sebe, potem to v resnici ni voščilo, potem je nekaj drugega, vsekakor nek pot miru, pot dialoga, pot upanja, pot skrbi za skupno dobro. In druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pa ne bo to pri politikih ali pri komerkoli drugem, pa je,
da ko nekomu voščim, karkoli že, naj bo to za nek osebni praznik, za nek osebni dogodek, ko voščim narodu za Božič, ko voščim narodu za novo leto, ali ko voščim svojim znancem, članom svoje družine za novo leto, da se hkrati vprašam, kaj bom sam naredil za to, da se bo moje voščilo uresničevalo. Da ne bo ostala prazna izgovorjena beseda, ampak da bo v meni že neko delovanje, ki bo vodilo proti izpolnitvi mojega voščila. In to velja za vsakega posameznika, nekoga, ki seže v roko svojemu možu, svoji ženi ali pa politiku, ki vošči praznike vsej državi. Kaj bo on naredil za to, da se bo njegovo voščilo izpolnjevalo? Se pravi, voščila ne moremo imati kot nek hec, če smo iskreni. Voščilo lahko vzamemo tudi kot hec, ampak s tem povemo, kdo smo. Hvala. Je še mogoče takšno vprašanje? Ja, jaz Izvolim. Včasih se mogoče počutimo kot v gledališču, da smo zgolj neki statisti in nimamo vpliva na igro, na svetovno igro. Občutek imamo mogoče, da neke vele sile, gledamo filme, da je s pomočjo sodobnih medijev možno priti na oblast, izbrisati nekoga, dati vodo, pitno tistemu, kateremu ti hočeš. Pa me zanima, kako ali stopiti iz neke apatije, v katero smo zapadli, ali na drugi strani neko skrajnost, kjer je možno samo v nekem prevratu, revoluciji videti eno rešitev. Dejstvo je, da jih je kar nekaj najbrž, ki iščejo rešitve ali pa vidijo rešitve v revolucijah, ampak vemo, da se revolucija zelo hitro izprazni sama sebe in namesto obetov, ki jih je obljubljala, pušča za sabo samo razdejanje, razočaranje, kri in solze, ki jih dejansko povzroča. Kajti na hitro se na tem svetu lahko samo ruši. Gradi se vedno postopno, vztrajno in s tistim pogledom upanja, o katerem govori tudi v tej poslanici papež Frančišek. Gotovo, da nimamo dovolj vpliva na tiste svetovne odločevalce in da bi bil svet lahko zelo, zelo drugačen, če bi upoštevali vse to, kar pravi papež. Če ne bi gradili na strahu, na grožnji in na vseh drugih načinih, s katerimi se ljudi drži v neki podrejenosti. Še enkrat pa povabim, da začnemo stvari spreminjati ne v Ameriki, ne v Rusiji, ne na Kitajskem, tudi ne nekje v Evropi, ampak da začnemo stvari spreminjati v svojem srcu, v svoji družini, v svojem delovnem okolju in da to spreminjamo aktivno. Da tukaj, kjer pa jaz lahko spreminjam stvari, ne podležem strahu, ne podležem nekakšnemu iskanju varnosti in gotovosti za vsako ceno, ampak se odločno in dosledno odločam za dobro, odločam za prav in sem za dobro in prav svojih bližnjih, svojih sodelavcev, tudi sebe samega, pripravljen tudi tvegati. Tako se spreminjajo razmere. Ko bo dovolj takšnih, ki bodo pripravljeni spreminjati razmere, se bodo začeli spreminjati tudi v širši okolici, v širši družbi. Čakanje nas pa ne bo pripeljalo nikamor. Oziroma, kot sem rekel zadnjič v nagovoru za našo domovino, ko je dovolj velika
kritična masa spoznala, da je potrebno zahtevati spremembe in ko je bil poln kongresni trg, ko je bila polna Loška, so se stvari spremenile. In danes je podobno. Dokler čakamo, da jih bodo spreminjali drugi, bojo ostale kakršni so. Ko se bomo pa odločili, da hočemo, da so stvari drugačne in bomo to povedali, se bodo stvari začenjale spreminjati. Mi smo tvorci spremembe, mi smo tvorci miru. Hvala lepa. Jaz bi s to mačko pomislijo, ki daje veliko upanja, tudi za naprej zaključila uradni del današnje novinarske konference. Vsem skupaj zaželela veliko dobrega, veliko miru in predvsem upajmo si več v prihodnjem letu, ki je pred nami. Hvala lepa. Tudi vam želim, da bi znali zajemati iz leta tisto, kar je lepo in dobro. Ne bo vse dobro. Ne bo vse dobro. Ampak, če bomo preveč usmerjeni v slabo, bomo dobro, ki bo, spregledali in bomo pravzaprav opeharili sami sebe. Tako da, imejte oči odprte za dobro.